Hvaležno pozdravljeni, znova odpiramo ženski krog krasnih, čudovitih, močnih in modrih žensk, čeprav smo bolj v zelenih odtenkih, pa ne zelenih od zavisti. Danes bomo govorili o polarnosti v partnerstvu, ko partnerja postaneta cimra. Verjetno se bomo dotaknili teh problematik, da ženska ne dovoli moškemu, da diha, da moški gre kam drugam v vseh teh tematikah. Bi pa mogoče na tem mestu izrazila za sam štart, da naj bi to bil velik problem, se pravi raziskave o spolni želji v dolgoročnih zvezah, to je ta Perel in podobno. Torej, želja ne temelji na varnosti, temveč na neki razliki, napetosti in avtonomiji. Po domač povedano, če sta si partnerja preblizu, da je vse isto in vse skupaj počneta in sta skozi samo skupaj, da ta polarnost pade in sta bolj cimra kot pa karkoli drugega. Tako da, kjer bo otvorila to polarnost, Špelo, gledam, ker se mi zdi, da ti tako krasno razložiš to. Mislim, za štart se moramo zavedati, moški in ženska sta drugačna in da tukaj je igra sonca in lune, v tem smislu, ker vidim, da to je problem, pa bom zdaj še malo dodala na ogenj, Moja prijateljica ima 25 let, kontaktiral jo je moški, ki jo je zapeljeval na zelo lepe načine, ona se je odzvala temu, na enem drugem zmenku je pa povedal, da on je drugače poročen, pa ima ženo, ampak da ona dva sta sam cimra, in da to pol zaradi tega pa valjda, da on lahko zunaj išče ogenj oziroma iskre in tako naprej. Tako da očitno je to deljenje stroškov iz praktičnih razlogov kar pogosta zadeva. Jaz bi rekla, mene bi zelo zanimalo mnenje njegove žene, oziroma da bi žena povedala, kaj sta, in da bi žena vedela, a on to počne ali on tega ne počne, ker velikokrat se zgodi ravno to, moški ali ženska, ki nima jajc ali jajčnikov, da bi se soočil z intimnostjo v odnosu, bo bežal ven. In to je tisto, kar si prej zelo dobro izpostavila, kar si rekla Perelova, in si povedala, mi željo kot nekaj avanturističnega gledamo, da drugače pa ne znamo se pa dejansko povezati s svojo esenco. In zdaj marsikdo, vsi vemo, da na začetku zna biti lepo, nihče nam pa ne pove, da je postromantični sindrom tudi pride, in ponovadi se ta postromantični sindrom zgodi nekje leto, maksimalno 2 leti potem, in takrat je treba to intimnost poglobiti. In če do tega ne pride, potem bosta cimra postala. Ampak velikokrat cimra ne postaneta, ker bi si to želela, in zdaj tako, a si to ona dva dejansko želita in je to njun dogovor, in mnogokrat te moški, ki grejo nekam ven, nimajo tega dogovora, ampak naredijo svojo sliko v glavi, in v bistvu se igrajo z eno žensko doma in z eno od zunaj, kar pa ni lepo. Jaz bolj to sliko poznam iz tega znanstvenega vidika kot zdravstveni delavec, pa ne vem, recimo učim ali pa predajam ženskam o hormonih, in jim povem, pa dobro je, da gre tvoj moški ven na fuzbal, na pivo, če že more iti, oziroma da se gre družiti z moškimi, in dobro je za vas ženske, da greste zaradi oksitocina med ženske in podobne zadeve. Mislim, čisto iz hormonskega vidika. Ampak morate znati nadzorovati svojo spolno energijo. Mnogi ljudje pa spolne napetosti v svojem telesu ne znajo nadzorovati. In pride nova ženska in je nekaj bolj zanimivega. Stara te ne zanima več. In če ne zna držati spolne napetosti noter, potem nekaj drugega je, če se mi družimo in če znamo se povezovati na osnovi prijateljstva. Ampak marsikateri moški se žensko ne zna na osnovi prijateljstva povezovati. In to je tisto žalostno, že celotna družba nas je tako oblikovala, da je nemogoče biti, medtem ko je to najbolj zdrava osnova, da znamo biti sploh prijatelji, prvo, preden se spuščamo. Ja, ogromno ljudi pravi, da ženska pa moški ne morata biti prijatelja. Ja. Sam prijatelja. Zaradi tega, ko praviš Špela, če bi
moški in ženska znala pač razdelati v sebi, ne, pa tudi to svojo polarnost na pravi način negovati, ne. Saj polarnost plus minus, tam je magnet ali privlačnost, ne pomeni nujno vedno spolne sle, ne, ki mora zdaj v nekam iti. Lahko je ta iskra ustvarjalnosti in se jo uporabi za nekaj drugega. Torej to napetost je treba pravilno usmeriti in sami se odločamo, kam jo usmerimo, ne. Kot družba pa je spet tako, ne. Itak nas vodi spolna energija, nas je ustvarila, zaradi nje delujemo, živimo, vse kar je to, ne. Ampak pri moških je pa to mogoče res, ta meja ni določena, ne. Vse gre vedno v isto smer, ne. Osvojiti žensko, ne. Osvojiti jo na tak način, da bo pač njegova, da pride do spolnega stika, ne. In to je ta notranji instinkt, nagon, ja, ki ga pa je treba vzgojiti, pač družbeno vzgojiti, kako bi rekla. Ampak jaz verjamem, da recimo moškemu, če ima doma žensko, ki je nadzornica, enkrat mati, enkrat, ne vem, da mu niti ne da prostora, da je on, ker itak ona zna vse sama, pa ga pol še kritizira, pa tako naprej. Verjamem, da njemu tukaj pol ni neka, ne vem kakšna privlačnost do te ženske. Kako sam to soustvarja? To je zdaj vprašanje, ne? Ker ni ženska kar iz vakuma takšna, kakršna je. In moramo vedno pogledati, kaj komu pripada. Ampak v resnici kaj komu pripada, ne? Jaz sem tudi pač res začutila, tako si prej rekla, koliko je pomembno, da se ženske družimo z ženskami in moški z moškimi, da imamo ta čas narazen, da imamo ta svoj steber individualni postavljen, ne. In tudi, ne vem, kaj jaz opažam v svojem partnerstvu, čemur sem se dolgo izogibala in nisem želela tega videti, da meni paše 2 dni ali pa 3 dni na teden sami spati v svojem energetskem polju, da jaz to rabim, da meni to, da imam več privlačnosti do svojega moškega, ko jaz imam svoj prostor. In na primer, moje sanje so, da na eni točki, ko živim, imam res čisto svoj atelje, kjer se lahko jaz čisto umaknem, čisto za sebe ustvarjam, spim sama in pol, ko prideva skupaj, da lahko je tisto res iz ljubezni, iz srca, da skupaj ustvarimo nekaj, ne iz te potrebe po zapolnjevanju prostorov, ker dostikrat mi zapolnjujemo s partnerjem dejansko naše notranje praznine, ne, ampak je fora, da pa pridemo mi do srca, da se res povežemo iz naše polnosti in ne iz te praznine gremo v partnerstvo, ne? Ker tudi, tako se rekla prej, ta moški iz praznine gre k drugo žensko iskati ali pa želi svojo spolno silo nekje drugje usmeriti, ne? To se mi zdi tukaj dobro in to se mi zdi, da se zdaj odpirajo te teme, ne? Sploh, a spati skupaj ali ne? Ker je razlika tukaj, ne? Jaz bom danes spala sama ali pa bom imela svojo spalnico, zaradi tega, ker je to moj prostor in potem ali zaradi tega, ker se umikaš ali pa bežiš pred nečem. To je ful velika razlika. Ja, to si moraš razdelati, ne. Jaz recimo imam s tem izkušnjo, ne. S čim? Ja, da sama spim, ne. In moram reči, da mi ful paše, ampak tudi začutim, kdaj je preveč. Ne. Tu je treba zdaj držati to zdravo, da se to ne gre preveč narazen, kako bi rekla. Mora ta 2 pola, yin in yang, rabita delovati, ne. Ko začutim, da sem yin nekako nabildala, okrepila, potem rabim spet yang, ne. pa smo spet pri cikličnosti, a ne? Ja, In pri sveti geometriji. Sveta geometrija, ne? Kitajci so rekli Fuši in Nuva, ona dva sta stvaritelja. Ni stvaritelj samo en bog, sta bog in boginja. Fuši ima v rokah ravnilo, kar je narava moška, a ne? Se pravi linearna. Medtem ko narava ženska je ciklična, ona ima čestilo v rokah in ona dva sveto geometrijo. In rišeta spiralo v bistvu skupaj, ne. In verjeten menstruaciji, ker rabiš čas za počitek, notranje ovitje, mogoče fajn, da greš, ne. Vse so ženske hodile v rdeči šotor, pa takrat so se družile, pa te zadeve. Veliko ima smisla to. Ja, ogromno. Ampak rabiš res ta občutek imeti, ne, kdaj je tvoja ženstvenost tista zdrava, ne, tisti zdrav yin. Kdaj je njegova, to je opazovanje tudi, ne.
Ker če pa gre preveč tukaj narazen, ne, če magneta preveč udaljimo, seveda ne bo več privlačnosti, se ne bosta več skupaj spojila. Ne. Tako da prava razdalja rabi biti. Ja, se izmeri vse v ravnotežju. Mene je presenetilo to, kar mislim, da je ali Perelova, nekdo je govoril o tem, ne, da tudi ti, ki si s partnerjem, veš, pa si bi skozi neki dotikov, pa skozi ljubčko 30krat na dan, pa tako naprej, da ni to v redu za polarnost. A ne? Da si skozi drug na drugmo, pa v objemčku, pa ljubčka, pa tak naprej. Ne? Da v bistvu s tem zmanjšuješ to. Zlije se preveč, ne? Zlitje, ne? Mi smo vsi vajeni nekih soodvisnih odnosov, kjer zlitje dejansko vlada, prevladuje. Mi pa rabimo, tako kot ste rekli, ne, tudi rabimo avtonomijo, da se ta privlačnost ohranja. In ženske smo tiste, ki bomo me povezali naš instinkt z našo intuicijo. Mi bomo tiste, ki bomo določali pace, ne? Zato, ker mi smo tiste, ki smo povezane z zemljo. Mi pa kreiramo samo kot z nebom. Ne, nebo in zemlja skupaj kreirata. Zelo globoko je to. Ja, zato, ker če se ženska prilagaja moškemu, lahko se zgodi, ne vem, recimo, da bosta 3krat na dan seksala, ampak če ta moški ženskar, on bo še vedno šel k drugim ženskam. To se pravi, mi moramo sploh preveriti, s kakšnim moškim imamo opravka. Mi tega ne moramo vedeti, če on, tisto besedo, ki si jo ti uporabljala, bila zelo dobra, ne zna s tisto praznino svojo biti. Kako bomo vedeli, a zna človek biti s praznino ali ne, če bomo z njim takoj? To pomeni, ni tukaj tega, ti si moja boljša polovica, jaz sem svoja celota, ti si svoja celota in pol, ne, vesi kapisces, se kreira. Tako, in modelirata en drugega, oblikujeta, ne, v odnosu. Tako da to je ta ples, ki rabi biti zelo subtilen je v bistvu, ne, in veliko tega notranjega občutka, ne, kje sem jaz kot ženska, ne, v svojem polu. A se počutim v svojem tistem stebru notranje moči, v katerem sem lahko to, kar sem. Ne? Ker potem se to lahko, ta kepica lepo modelira. Ne? Evo, imamo 3 raziskovalna vprašanja in sicer prvo, kje v odnosu sem postala bolj nadzornica kot partnerka? Kaj bi se realno zgodilo, če bi za nekaj časa spustila kontrolo? In pa me partner vznemirja ali me zgolj pomirja. Enkrat sem prebrala veliko let nazaj in res se me je to dotaknilo in me spremlja celo življenje. Da je kvaliteta življenja odvisna od kvalitete vprašanj, ki si jih znamo zastavljati. Velike meri, ja. A veš? Ja. In res, to so vprašanja, ki ti res odpirajo. Sicer smo pripravili tudi 10 trditev, ali je med nama še polarnost. Veliko stvari je noter, kot si jih lahko preberete, sicer pa všeč mi je to, ko mi je ena rekla, meni je toliko dober, ko on meni reče, ajde, zrihti se, greva. In nič ne sprašuje, kam, kako, zakaj, ampak samo greva. In je rekla, pol mava zmeri fajn ognjemet, ne? Naprej v tistem dnevu in tak naprej. Ne? Tako da, ampak recimo, jaz vidim, če si ti zelo produktiven, če ful delaš, pa tako naprej. Ne? Za moške vidim, da je mogoče, ne vem, ta spolnost lahko sprostitev, ne? Ženska se mi pa zdi, da mora biti sproščena, preden sploh gre dejansko noter v to. Ja. In to je pol daljši cikel. Vse je kontra, ne? Vse je kontra pri Yinu in Yangu. Ja, seveda. Vse. On pa pol rad. Ja. Problem je, da preveč prakticiramo to spolnost, ki je namenjena moškim v zahodnem svetu. Ne znamo pa iti v to odzivno, ki je namenjena ženskam. In tukaj se velikokrat zgubimo, zato ker če si ti dlje časa v zvezi z nekom, boš mogel priti tudi v to žensko. In tisti moški, ki imajo problem, potem kaj sploh je moški, in ki se rabijo dokazovati, na nek način, kaj je velikokrat tudi to, kar smo že omenjali, na nek način, da se postavi na tabo s prezirom in da ti vlada. Ali pa tisti, kar smo prej rekli, tisti, ki lovi, tisti, ki lovi plen in tisti, ki lovi plen, je plenilec v končni meri. Se pravi, mi veliko stvari o spolnosti ne vemo, ker prakticiramo mehansko spolnost. Ja, in tukaj se mi zdi, da bi jaz ne vem, če v Sloveniji to obstaja, ampak mislim, da bi to lahko ti naredila, ne, recimo, da bi bila neka literatura
ne govorimo zdaj mantakčija, alkimija, bele tigrice in tako naprej, ker to je za marsikoga preveč v višavah, a ne? Ampak neka taka poljuden priročnik, tečaj, karkoli, kjer je par na uni varianti. A bova zdaj swingerja ratala, pa pokupila cel seks shop, a ne? A bova dejansko šla v eno notranjo globjo smer odkrivanja sebe v tem. To jaz delam prek terapije, ne? To moja terapija delajo, ker jaz ljudi učim, kaj sploh intimnost je, ker intimnost obstaja na 5 nivojih in spolnost je samo del te intimnosti. In samo določeni ljudje so pripravljeni spolnost kot sveto, duhovno tudi dojemati, ne? Jaz delam z vsemi ljudmi, ampak intimnosti je več ravni, ampak kako jih odpirati drug z drugima, ne? Tukaj se pa veliko... Ta intimnost, ne, najprej biti si dovoliti drug z drugim, ne, si sploh dati prostor, čas, potrpežljivost, ne, se začutiti, se pogledati globoko v oči, zadihati skupaj. To je tukaj stran od tega, kar nam je recimo pornografija naredila, ne? Kjer je kao ful akcije, ful nekega dretja, ful nekih kreten, ful nekega, nekih zadev, ne? Pa vedno več rabiš, ljudje so vedno bolj apatični, se pravi, rabijo vedno močnejše dražljaje, a ne? V resnici pa lahko razsežnosti, ne vem, kakaj odkrivaš, ker je na zunaj se zelo malo dogaja. Ne? Sej gre za transformacijo energije. Ne? Iz spolne energije se rojeva življenjska, iz življenjske pa duhovna. Veš, koliko to ženske zdaj srkajo? Ful, ampak a veš, kaj ti povem? Na vseh teh tečajih, pa na vseh teh zadevah, premalo je moških, a veš. Jaz vidim tudi pri Mantaku, tam je skupina na spolni alkimiji, veš, koliko je žensk, moški je pa eden. In tu pa pridemo ženske, ne? Kako lahko me to predamo našim moškim, kako jih lahko me naučimo, kako jih lahko me pokažemo, ampak prvo moramo me dejansko utelesiti to mehkobo. Ne? Ampak a si v ženski energiji, če moraš ti moškega pol teh stvari učiti? V odnosu z moškim v bistvu jih moramo začeti učiti, zaradi tega, ker drugače tega ne bo prišlo. Ker zdaj tako, ne, vsi izhajamo iz rane nepravičnosti. Prav vsi, pa ne, vsi. Črno-belo, rana nepravičnosti in to vlada. In kaj je maska rane nepravičnosti? Velikokrat je sadomazohizem, in sramotenja, samo sadomazohizem in to je tisto, kar mi poznamo. Zdaj, če smo ženske toliko enih stvari ozavestile, ni drugega, kakor da moške povabimo v ta svet. In jaz mislim, da ne bo se zdaj šlo na to, da moški sam pride. Ker velikokrat, jaz pa v Londonu sem ravno obratno ugotovila, je pa ogromno moških prišlo z enim namenom, zapecati žensko za eno noč. A res? Ja. Ogromno moških je hodil po teh delavnicah duhovnih in še zdaj hodijo samo z enim namenom, zapecati vedno znova novo žensko. Zdaj pravi, ženska bo moškega lahko nekaj naučila samo v odnosu z njima. Ampak dober si rekla, Špela. Ja. Zdaj, to, kar smo rekli, učiti, ne? Da si rekla, če ženska moškega uči, a še sploh v ženski energiji. Res si rekla eno besedo, povabiti. Povabiti. Ne učiti, povabiti. Ampak povabiti s tisto res zdravo mero samospoštovanja, ne? In nekega notranjega zdravega občutka, da tudi ženska zazna, a si ta moški zasluži to povabilo. Ker če nek moški pride na delavnico zato, da bi pecal druge in to, ženska bo zaznala, ne, da to ni. Tukaj je jasno, ne, najboljši ljubimci niso tisti, ki so imeli ful žensk, ampak tisti, ki so bili v dolgoročnih zvezah. Ne, ki so znali poglobiti. Ja. In ko se pripravljeni tudi razgaliti, ker kaj je intima, pa če se ti čist razgališ, kaj se zgodi pri intimi, moški te tudi pol na eni točki penetrira, to je najbolj ranljivo za žensko možno, ne? In pač, kako lahko ženska sploh gre v zares predajo in zares odpiranje, če še toliko imamo enih plasti preko srca, toliko enih bolečin, ki jih moramo najprej tu mehčati gori, da lahko pridemo sploh dol. To si zdaj toliko dobro izpostavlja, zato, ker vsi odnosi bi se mogli tukaj začeti, v srcu, ne pa tle. In to je ta napaka, mi odnose začenjamo tukaj in potem ne zmoremo priti gor do srca, ker se že preveč drugih stvari odpre. Pa v bistvu tudi, ko ga začnemo tukaj, ne, s to kemijo, jaz sem rabila dolg časa, sem to ugotovila, da ni kemija, ne, tista, ki so iskre, pa tako naprej, takrat ne vidiš nobenih rdečih zastavic, ne.
nič v bistvu ne vidiš. Ne? Iluzija. Iluzija In to je super za ta romantični, narcistični mehurček. Točno to. In nasploh ne, tudi daoisti so rekli, ženska rabi, preden odpre svoja vrata, odpreti svoje srce. Ne? In tu je vstop, tu je tista škrlatna palača, ne? Čez katero se stopa v sobane spolnosti. In današnja družba... Se ti lepo izražaš. Ja, sobane spolnosti, všeč mi je, pa zvonovi ljubezni, ne? Tako. In danes svet, pa ne samo danes, to že pač tisočletja velja, živimo površinsko, hitro in kvantitativno, namesto globoko, počasi in kvalitativno. In zdaj smo prišli do neke krize, ne, ker tudi vse, kar se razkriva zdaj okrog. Ne. Govoriš o rimskih termah? Tudi, ne. To je en primer, ne, ampak to je prišlo zdaj ven, da kot družbeno ogledalo, da vidimo, kje smo kot družba. In ni dober, ne. Ni dober, zato ker so se pa odprle res rane. In dobili smo priložnost, da pogledamo zdaj globlje v to situacijo. Zakaj kot družba smo tu, kjer smo. Tako da v resnici je dobro, ne? Da vidimo, ker to je pač del procesa, ki rabi biti. Ker do zdaj se je to tudi dogajalo samo skrito in zdaj je tukaj vsi to vidimo in vsi lahko se o tem pogovarjamo in lahko pač se tudi kaj naučimo. Ja, vse sprocesiramo. Ne? No, ampak mene recimo to zanima, ne? Ti si zelo, zelo mlada, ne? Nimaš niti 30 let, ne? Kolikor jaz vem. Skratka, kje si ti pridobila ta znanja? V tem smislu, ali so ti starši to prenesli v šoli, dvomim, da so ti, a veš, v tem smislu, ker me zanima za nove generacije, ker jaz, ko gledam generacije posameznikov, recimo tvoje vrstnike, ne, je bolj drug problem, ne, da te moški, mladi fantje nimajo več libida, ne morejo zdrževati erekcije, a ne, zaradi tega, ker so odvisni od pornografije in dejansko niti ne morejo v praktičnem življenju karkoli dati. Nekateri, a ne. Dobro, spet verjamem, da niso samo taki, a ne. Me zanima, odkot je tebi bilo predano to znanje in razumevanje sveta spolnosti, ki bi mogel biti temelj, glede na to, da je to osnovna kreacija nas samih. Je pravzaprav, ko pomislim, tako sta mi iskro definitivno dala moja starša, ker sta zelo zavestna. Torej imata pač sicer pač svoj način partnerstva, ampak sta se zelo hitro začela spuščati v te stvari. Tako da sem že, ne vem, pri 19 letih dobila knjigo v roke o tantri. Potem pa je pač šlo za to, da sem šla potovati po svetu in sem šla tudi v eno tantrično skupnost na Švedskem, na delavnice z bivšim partnerjem sva res ogromno dala v raziskovanje tega, tudi zaradi tega, ker sem imela ful blokad v svoji joni in pač zaradi tega, ker je prihajalo do teh blokad, sem pač mogla začeti to raziskovati in sem se pač popolnoma predala tej poti, da to raziskujem. In pol tudi zdaj z partnerjem, naprimer, trenutnim, midva naprimer na začetku prve 3 mesece pač ni bilo spolnosti. In pač to je meni bilo največje darilo, da sem jaz lahko sebe spoznala kot žensko, da sem jaz vredna tudi brez spolnosti, da intima na nekem drugem nivoju dejansko pomembna. Ne? To se mi zdi, da bi se ženske skupaj odločile, dej si inside, da ga vidiš, kako bo odreagiral, tudi če si želiš, ne? Da v bistvu, da je ta prostor, ne? Do poroke mogoče, ne, to zdaj so druge zadeve, ne, ampak recimo... Da se res začutimo z srcem, ne, ampak tukaj je pa tudi bil, naprimer, partner pač toliko zrel. Torej, jaz sem vedno imela zelo zrele partnerje. In tudi si je pač že moja 3. zveza, torej sem imela prvo 5-letno, 4-letno zvezo, zdaj sem v 3. zvezi, tako da sem se ogromno, pač res sem šla all in. A pa mlade in zrele? Ne, starejše. Mislim, vedno starejši. 3 leta starejši, 6 leta starejši, zdaj pa je 17 let starejši. Jaz poznam ogromno mladih moških, ki so zelo zreli, veliko bolj zreli kot starejši, ampak ta podlaga, ki si jo omenila, starša, ki sta to živela, a ne? In tisti, ki imajo to podlago in zato tudi mi, a ne, če postanemo starši, ali pa tudi če ne, a ne, no, mi smo tisti, ki v bistvu prinašamo s tem, kar smo in spreminjamo s tem, kar smo. Ne s tem, kar mislimo, kar govorimo, ampak s tem, kar smo in kako delujemo. Ne? Ja, ker jaz pač res čutim, da sem bila spočeta iz ljubezni.
da sem res seme ljubezni, ne samo strasti, veš, ampak res srčne povezave med njima. Wow. Ja, to si dobila kot eno veliko darilo. Temu se reče sahadža zanositev, se temu reče. In to je tako redko, a ne? Ker večinoma se zgodi pač, ni uno iz ljubezni. A veš, ker ona je že svojo vibracijo prinesla tako, a ne? Jaz sem mogla veliko knjig prebrati, ne? A veš, recimo, ne? Preko tega razuma, a ne? Da pol prideš v to, a ne? Tle pa ona sam je. Ja, ampak kot bitje se spomnimo, ne? Tudi to, da si živela in živiš v naravi, ne? In tej povezavi, v bistvu na ta način se odpremo temu spominu, ne? Ker vse to je že v nas. Mi ne rabimo nobenih knjig, ne? V bistvu tako, če bi gledali. Pač jih rabimo, da gremo čez neke procese, pa da... Ja, zato, ker smo v takem razumskem svetu, a ne? Nek more prideti not, ne? Nekje, ja, ampak če nas gledamo kot bitja, ne? Imamo pa vse to že v sebi. Je pa v bistvu to verjetno najbolj nazadnjaško, da gremo prek razuma, prek uma, kaj je v bistvu zelo omejen. Ne? Odvisno, veš, jaz sem brala knjige v kitajščini, v klasični kitajščini in tukaj razum drugače deluje, ker kitajski jezik prepleta desno in levo poloblo. In ko ti bereš pismenke, ti komuniciraš s predniki, z energijami prednikov. Tukaj je popolnoma drugega, tukaj ni racijo. To je pa čist druga zadeva. To so pa klasiki. Hvala lepa za tale pogovor. Zelo zdravilen, upam, da tudi za vas, drage gledalke in gledalci. Zato odpiramo tale ženski krog. Spremljajte ga tudi same s kakšno skodelico ceremonialnega kakava morda. To je zgolj en tak nasvet. Sicer pa preverite še več takih vsebin in se povezujte s sabo. Lahko vam je v pomoč tudi tole zelo preprosto orodje, ki pa razkriva mnogo modrosti vašega bivanja. Več informacij torej na www.klepetobkavi.si.